Slovenci vsako leto pridelamo okoli 2000 ton medu. Zaradi slabega vremena pa je bila letošnja letina katastrofalna. Na Čebelarski zvezi Slovenije ocenjujejo, da bo pridelka medu le za 20% lanskega. Tako napovedujejo pridelavo le okrog 470 ton medu. Treba je slovenskega potrošnika, ne glede na to, da je leta slaba letina, osveščati o prednostih slovenskega medu v njihovi uporabi. Dejansko pa je letošnja letina katastrofalna, ne pomnijo generacijo, tako da slovenskemu čebelarju se letos ne cedita med in mleko. Čebelarstvo je ena izmed ključnih panog kmetijstva. Brez čebel ni opraševanja, ni plodov in posledično tudi hrane. Žal Slovenci še vedno premalo cenimo doma pridelan slovenski med in prepogosto posegamo po sladkorju ali nekakovostnem uvoženem medu. Dan čebelarstva je namenjen prav temu, da se naučimo ceniti bogate darove narave. Slovenski potrošnik zelo dobro pozna slovenski med. Manjka nam pa še ta prepoznavanje cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, voska. Tukaj treba še graditi, kajti čebelji pridelki so res popolnoma naravna živila in brez teh v sedanji prehrani ne gre. Tako da tukaj imamo še rezervo in tukaj tudi konec koncev en dodatna možnost lažjega preživetja čebelarstva. Na čebelarski tržnici se je predstavilo kar 20 čebelarjev iz severovzhodne Slovenije. Obiskovalci pa so lahko pokušali odličen slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Že stari Slovani so delali pijače iz medu in to še pred vinom. Zadnjih nekaj let so se v to panogo podali tudi slovenski čebelarji. Od leta 2005 pa smo tudi prvi, ki smo v svetu naredili penečo medico, se pravi penino iz medu, po klasični metodi. Slovenski trg oziroma slovenske potrošnike na to treba pripraviti oziroma jih navaditi. Je pa zelo veliko zanimanje v tujini. Sploh Ukrajina, Japonska, Kitajska. Te države so zelo zainteresirane za naše medene pijače. Eden izmed čebeljih produktov je tudi vosek, iz katerega so včasih, še preden so odkrili parafin, izdelovali sveče. Danes pa iz njega izdelujejo figurice, ki jih nato podarijo otrokom. Vosek proizvajajo čebele z svojimi voskovnimi žlezami, ki jih imajo pod trebuhom. Ta vosek pa one uporabljajo za gradnjo satja, to se pravi njihovega domovanja, njihovega bivanja in seveda ta vosek je potem tudi prva posoda za med, ki ga čebele pridobijo v panju. Zadnje leta je med ljudmi vedno bolj priljubljen matični mleček. To je hrana za čebeljo zalego in čebeljo matico. Matični mleček zdrave po kemoterapiji, potem ima za imunski sistem, uravnava krvni pritisk, v kozmetiki ga uporabljajo. Jaz poleti, ko delam z matičnim mlečkom, ker ga vsak dan lahko jem, jaz lahko delam po 12 ur na dan, nisem utrujena nič, date neki novi zagon, misliš lahko bolje. S prenosom znanja in bogate čebelarske tradicije na mlajše generacije se še dan danes prideluje kakovosten in odličen slovenski med. Med, ki je pridelan izključno v Sloveniji, v okolju, kjer živimo in je ravno zato tudi najprimernejši za Slovence, zatrjujejo v Čebelarski zvezi Slovenije. V Podravski regiji pa želijo, da bi hoteli na svoj jedilnik uvrstili domač in neuvožen med.